Ob sebi z velikim veseljem pozdravljam današnjega nocojšnjega zmagovalca v sprintu Nejca Žnidaršiča. Nejc, kako bi strnil občutke ob tej zmagi in kako je bilo zmagati na domačem terenu in to prvič v Celju? Fenomenalno, z eno besedo. Se sem že prej povedal vsem, voda ni najbolj divja tukaj, je pa vzdušje najbolj divjo. Tako da moram reči, lahko samo čestitam Dušanu Kondi in kaj je klubu Celje za tako fenomenalno tekmo, ko so naredili tudi vsem gledalcem, ker vzdušje je bilo vmes, se mi zelo skoraj, kot da sem na nogometni tekmi. In danes je bil, smo imeli tukaj, jaz sem bil četrti prešteven na svetovnem prvenstvu, zaradi ene napake smo imeli tukaj tudi svetovnega prvaka in jaz sem tudi mislil, da bo on glavni favorit, ampak je videti, da če tekmuješ na domači tekmi, imaš nekaj atomov moči več, ko sem jih dali danes gledalci in moram reči, da sem zelo, zelo vesel s to zmago. Nejc, iskrene čestitke in hvala za izjavo. Ja, prosim. Ob sebi pozdravljam gospoda Bojana Šrota, župana mestne občine Celje, tudi sicer velikega podpornika Kaja Kanu kluba Nivo Celje. Gospod župan, kaj po vašem mnenju meni svetovni pokal v Celju? Sliši se zelo dobro, ne? Ja, jaz pravim, da ob Dušanu Kondi pravzaprav ni nič nemogoče. Če smo se lani čudili, ko je bil tu evropski pokal, letos je svetovni, jaz ne vem, kaj je naslednja stopnica, ampak dejstvo je, da so se organizatorji res zelo dobro potrudili. Razmere na vodi so takšne, kakršne pa so, ampak vse ostalo pa mislim, da je bilo res na svetovnem nivoju in da so tekmovalci in tekmovalke uživali te dni v Sloveniji, v Celju, na Savinji, malo tudi na Savi. In jaz upam, da bomo še doživeli kakšno takšno tekmo. Vzdušje je dobro, čeprav je vreme mogoče malce ponagajalo. Slovenci so pač taki, da ko pade par kapelj dežja, ne gredo doma, ampak veliko ljudi se je zbralo. Si ne znam predstavljati, kako bi bilo v tistem idealnem vremenu. Tudi neverjetno število sponzorjev, donatorjev, Dušanu Kondi, ki je srce in motor te prireditve in tudi sicer kaj je kluba Kanu Celje, Nivo Celje, je seveda težko ostati hladen ali pa indiferenten in zna navdušiti, zna pritegniti ljudi in verjetno je to recept. Ste pa tudi sami verjetno kar uživali v teh nastopih. Slovenski predstavniki smo dobili vsako, eno zlato, eno srebrno in eno bronasto, kaj ne? Ja, seveda, zanimivo je bilo gledati te svetovne ase na delu in če domači dobijo kakšne medalje, je še vse skupaj toliko bolj veselo. Gospod Bojan, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Ob sebi pa sedaj pozdravljam glavnega krivca v narekovajih, da se je svetovni pokal v Celju tudi zgodil. Seveda govorimo o gospodu Dušanu Kondi. Gospod Dušan, zdaj, ko je vse za vami, se je verjetno odvalil velik kamen od srca. Kako bi strnili vtise po teh nekaj dneh tekmovanj in verjetno kar nekaj tednih priprav? Kaj kamen, skala se je odvalila od srca. Vtisi, težko rečem, zelo par minut po proglasitvi ta zadnji. To, da smo sploh svetovni pokal pripeljali v Celje, na Savinjo, je misija nemogoče. Morate vedeti, da v tem našem športu obstaja neka pravila. Kajakaštvo je šport na divjih vodah, saj to, kar mi gojimo. Tu obstaja slalom in spust. Slalom je bolj poznan med vratci, sem tja pa kakšna kazenska sekunda. Spust so pa šprinterji, to je tek na 100 metrov. In pa klasični spust tudi, ki je bil včeraj v Hrastniku, ker je bilo v Ljubnem premala voda, pa smo prestavili Savinje na Savo. Torej, 24 držav celega sveta, vsi najboljši svetovni spustaši so prišli v Celje, pač, ker smo mi to zlobirali, ker je Kajakaška zveza Slovenije rekla ja in je že dobro leto nazaj tudi Svetovna Kajakaška zveza rekla ja, ker je slišala, da mi v Celju znamo se tekmo dobro narediti, čeprav nimamo divje vode. In točno to se je zgodilo. Mi divje vode nimamo, žal zaenkrat še nimamo v Celju in smo naredili tako tekmo, da so vsi zelo zadovoljni, pravijo, da je redko kdaj vidijo tako organizacijo na takem nivoju, za vsem, kar tu spada zraven, ne bom našteval,
Tudi sami tekmovalci so navdušeni nad ambientom, nad nagradami, ki jih dobijo, nad pozornostjo, nad namestitvijo v glavnem v Termano Laško, ki je vrhunski hotel. Kot zanimivost, Nemci en dan sploh niso hoteli trenirati, so se kar valili po toboganih, pa čofotali v Termani, ker niso hoteli, ker kaj taka še niso vedeli, pa so z Nemčije prišli. Tada, lejte, mi smo pripeljali karavano kajakašev Celje, Laško, Hrastnik. Žal Ljubno je pač izpadlo, ker je bilo premala voda, je bila, junija je pač tako. Prijatelji iz Hrastnika so nam priskočili na pomoč, kajakaški, brodarsko društvo Hrastnik. In tule moji fantje, kaj ne rečem, da ne bom predolg, zahvaljujem se vsem mojim fantom, puncam, ki so ob meni stali 3 mesece, ki smo delali trdo, tudi da smo zrihtali 150 sponzorjev, brez katerih ne bi bilo tega spektakla, kajti to ni mačji kašelj in tu moraš imeti vzad tudi finance ali pa druge stvari, ki jih sponzorji prispevajo. Od prvega do zadnjega se vsem zahvaljujem. Zahvaljujem se vsem, ki so prišli v Celje, so nas podprli, predsednik Evropske kajakaške zveze, siva eminenca tega športa, gospod Albert Woods, naš župan Bojan Šrot, ki je vedno z nami, Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja. Mogoče ni prav, da naštevam nekatere, ker polih 20 drugih pozabim ali pa ne morem vse povedati, tada enostavno hvala vsem. Mogoče čisto za konec, pa kot sem že rekel, ne, to je verjetno organizacijsko kar naporno in zahtevno. Kaj se bo zdaj zgodilo v prihodnjih parih dneh? Zdaj moramo to sceno prespati danes, pa jutri zjutraj, pa čez 2-3 dni bomo sceno podirali. Ne. Ker jaz se hecam, ne, mi smo naredili tak sceno kot mala planica. Ne. Mi smo imeli 1500 tekočih metrov transparentov, to pa je še v planici nimajo. Res, da smo malo našminkali to Savinjo, enim se to celo ni dopadlo, ne. Veliki večini seveda se je. Izostal je spektakl, lepo vreme, še več, par tisoč ljudi, baloni nad Savinjo, oni veliki baloni, ki niso mogli iti v zrak zaradi slabega vremena. Se pravim, pustimo to za prihodnost, zgradimo to progo, v kateri jaz sanjam v naslednjih letih, dajmo Celjo plažo, ki jo je imelo že pred 100 leti, naredimo ta hidravlični jez, ki nobenega ne bo poplavno ogrožal, gor res eno super plažo za Celje, dol pa pravo svetovno kajakaško progo. Pol si pa upam reči, da bomo naredili tudi svetovno prvenstvo v slalomu. To je to. Ne dvomim, gospod Dušan, pri vašem entuzijazmu in zanosu, da se bo tudi to zgodilo. Hvala lepa za pogovor in hvala lepa za organizacijo odličnega dogodka. Hvala vam, tudi vam hvala. Ob sebi pozdravljam Rena, pevca zasedbe Kingston. Kingstoni boste danes popestrili tole zabavo na Špici, svetovni pokal. Mogoče kako to, da ste se odzvali povabilo in če se radi vračate v Celje, vem, da ste veliko krat tukaj. Ja, sigurno, ne, v Celje zmeraj radi pridemo, kot si rekel, seveda smo pa sprejeli povabilo. V bistvu organizator nas je poklical in je povedal, da je to vsakoletno seveda, bom rekel, ena velika fešta, v bistvu, kjer se zbere ogromno pač publike. In smo rekli, zakaj pa ne, za zaključek v bistvu tega prvenstva, tega zanimivega tekmovanja, ne, sigurno smo si malo ogledali tudi traso in tako naprej, ki je zelo zanimivo, nekaj mogoče nenavadnega, ne. In smo rekli, seveda pridemo sem in naredimo pravo fešto.